Zdaj, če želite, kar malo razložim, čemu je namenjena ta vstopna točka. Zdaj, da ne bo prevelike zmede med ljudmi, še vedno nekako veljajo navodila, da ljudje, preden da obiščejo svojega zdravnika in ali urgenco, če res ni življenjsko ogrožajoče stanje, najprej pokličejo. Zdravstveni dom Ljubljana ima še vedno nespremenjene vstopne točke v njihov sistem, prav tako klinični center, kjer bolnike, ki imajo v osnovi sum na okužbo s tem novim koronavirusom, še vedno prihajajo te pacienti na kliniko za infekcijske bolezni. Seveda pa veliko pacientov prihaja na urgenco zaradi svoje osnovne bolezni. In tudi med njimi, bom rekel, so ljudje, ki so lahko okuženi s tem virusom in ljudje, ki imajo zelo nizko verjetnost, da imajo to okužbo in predvsem te bolnike bi želeli ločiti. Skratka, mi smo naredili zdaj novo vstopno točko na urgenco za vse bolnike, ki potrebujejo zaradi svoje osnovne bolezni ali pa poškodbe obravnavo na urgenci. Hkrati pa imajo enega izmed simptomov viroze, kašelj, vročina in podobno, ali pa nek dejavnik tveganja, se pravi, da so bili v stiku z bolnimi ljudmi v zadnjih dneh. Te paciente naprošamo, da pridejo na urgenco z zadnje strani. Sprednja stran oziroma dosedanji vstopi na urgenco kliničnega centra ostajajo za vse bolnike, ki ne kaže znakov viroze, ki niso imeli rizičnih stikov in pa seveda za vse življenjsko ogrožene paciente, ki bodo pripeljani z reševalnimi vozili. Hvala. Poškodovan, dr. Tominc. Tako kot je že dr. Račelj omenil, za vse poškodovance, ki pravzaprav ne kaže nobenih simptomov oziroma nimajo drugih dejavnikov tveganja, se pravi niso bili v kontaktu z okuženimi, ostaja načeloma isto, se pravi prihajajo na urgenco preko prednjega vhoda, za vse tiste, ki pa imajo kakršnekoli simptome te viroze ali pa so bili v kontaktu, imajo povišano telesno temperaturo, pa tako kot je že omenil, naprošamo, da pridejo na ta zadnji vhod, kjer se bo naredila prva triaža, odvzel se bo bris na ta virus in potem bodo obravnavani v prostorih urgence preko tega zadnjega vhoda, tako kot bi bili sicer obravnavani. Tudi za naše bolnike, ki se obračajo na urgenco v času dežurne službe, ko zdravstveni domovi niso odprti, velja isto pravilo oziroma prošnja. Vsi, ki kažejo znake akutnih respiratornih infektov, pri katerih je kakršenkoli sum na okužbo z novim koronavirusom, naprošamo, da pristopajo skozi zadnji vhod. Vse ostale, ki niso bili v stiki, ki nimajo znakov bolezni, pa prihajajo skozi glavni vhod, tako kot do sedaj. Na tej vstopni točki, ki je vstopna točka za vse kužne in potencialno kužne bolezni, bo delal zdravnik, ki bo naredil hitro triažo, se pravi ocenil stopnjo nujnosti teh bolnikov in pa že na sami vstopni točki vzel bris, zato da čim prej ugotovimo, ali je bolnik okužen ali ni okužen, ker to potem pomembno vpliva na nadaljnjo obravnavo. To je bistvo te točke, da omogočimo ločitev kužnih in nekužnih, da se ne bi tisti, ki pridejo sem neokuženi, potem tukaj okužili s to boleznijo. Kakšen je pa protokol potem, ko recimo, če bi ugotovili, da je nekdo okužen, pa bi rabil operacijo ali pa obravnavo v glavni stavbi? Vse, kar rabijo, načeloma obravnava je enaka, samo pristop je drugačen. Če je nekdo okužen s koronavirusom in rabi operacijo, treba vse upoštevati in temu prilagoditi. Zato je to pomembno, da se ve, ali je okužen ali ni. Mogoče še dr. Dogarjeva, ki bo pa predstavlja današnje zadnje podatke aktualne stanje. Ja, stanje je, bomo rekli, zaenkrat v blagem porastu, se pravi dnevno se povečuje število bolnikov na navadnih oddelkih, tudi v intenzivnih enotah se število bolnikov nekje, bomo rekli, v enem takem blagem porastu v vseh teh dneh. Tako da bomo rekli, na primarni lokaciji, na infekcijski kliniki je trenutno na navadnih oddelkih hospitaliziranih 33 bolnikov, na dodatni lokaciji, ki smo jo odprli na ortopedski kliniki, je hospitaliziranih 6 bolnikov, v intenzivni enoti je trenutno 14 bolnikov, od tega jih je 13 mehansko ventiliranih, ena bolnica je bila po noči sprejeta zaradi opazovanja in je njeno stanje stabilno, tako da bo verjetno lahko šla na navadno delo. A lahko mogoče malo več poveste o tej starostni strukturi teh bolnikov, ki se zdravijo
tako na navadnem oddelku kot na intenzivni. Zadnji ste rekli, da je najmlajši bolnik star 38 let, da nima pridruženih bolezni. A je več takih bolnikov? Zdaj še vedno je ta bolnik v bistvu najmlajši, ki je trenutno hospitaliziran. Na začetku, ko smo sprejemali tudi, bomo rekli, tiste z blažjimi oblikami, je bilo seveda tudi več mlajših bolnikov. Zdaj prevladuje nekje bolniki, ki so starejši od 60 let in potrebujejo dodatek kisika ali je prišlo do kakšnega drugega poslabšanja njihovih osnovnih bolezni. V intenzivnih enotah pa se pravi večina bolnikov za vsaj eno pridruženo boleznijo. Izjema je ta mlajši bolnik, ki nima nekih resnih kroničnih pridruženih bolezni. Pri ostalih je pa profil takšen, kot je v ostalih državah, se pravi nekje nad 60 let in pa ena ali več pridruženih kroničnih bolezni. Hvala. Zdaj vam mogoče še dr. Tominc dopolni, kaj je s tistim, ki potrebujejo operacijo? Se pravi, vprašanje glede tega, če bi bil nekdo, ki bi potreboval nek urgenten poseg, seveda imamo izdelane vse protokole tako za paciente, ki imajo potrjeno bolezen, se pravi, da so okuženi z tem virusom, in pa za tiste, ki so suspektni. Se pravi, če bo pacient potreboval urgentni poseg, ki bo potreben nemudoma, preden bo znan status, imamo posebne protokole, kako poteka ta pot, in pa seveda, če je že potrjena okužba. Imamo ločene operacijske za te paciente, tudi potem ločene intenzivne sobe za intenzivno terapijo, če bi jo potreboval recimo po operativnem posegu, in pa seveda oddelke, ki so za te paciente posebej namenjeni. Še kakšno vprašanje za začasno urgenco? Jaz ne bi za začasno, jaz bi za redno. A so se ljudje v tem času navadili, da ne pridejo, tudi če imajo sum povišano temperaturo, na vrata triaže oziroma urgence, ali ste v zadnjem času, 14 vendarle koga zavrnili, da vstopi naprej? Načeloma velja tako, kot smo že na začetku govorili, vsak pacient pred vhodom v urgenco dobi v bistvu nekaj vprašanj. Ljudje so se kar, bom rekel, navadili, izpolnijo ta vprašalnik. Tisti pacienti, ki imajo, bom rekel, neko simptomatiko, ki bi lahko bila povezana z to okužbo, in pa seveda, če potrebujejo našo pomoč, jih že takoj v začetku izoliramo, jih namestimo v posebne prostore, kjer jih potem ustrezno obravnavamo. Večini odzamemo tudi bris, tako da izključimo, ali gre, oziroma potrdimo, ali gre za okužbo ali ne, in jih potem tudi ustrezno obravnavamo. Zaenkrat, da bi prav zavračali paciente na vratih, mislim, da jih še ne. Kaj poznajo ta poziv prejšnjega vikenda, da naj ne športajo ljudje? Ja, zdaj v zadnjih nekaj dni je bilo slabo vreme, bomo videli, kako bo ta vikend. Sicer opažamo preko rednih dni, da je upad števila tako poškodovancev kot tudi drugih. Kako bo pa zdaj ta vikend, bomo pa videli. Hvala. Zdaj pa vam še generalni direktor, ki bo povedal malo splošno sliko trenutno v bolnišnici, pa potem še odgovoril na vaše vprašanje, da se verjamem, da so. Ja, skladno z našim vsakodnevnim poročanjem veste, da število okuženih v zadnjih dneh še vedno postopno raste, vendar ne tako skokovito kot v prejšnjih dneh, tako da te informacije so za nas seveda vzpodbudne, vendar ne dajo še možnosti dokončne ocene, kje in kako smo. Ne glede na vse, po navodilih Ministrstva za zdravje se pripravljamo tudi na naslednje korake, to pa seveda vezano na to, da vzpostavimo način, da bomo v bližnji prihodnosti pričeli obravnavati tudi paciente, ki so bili zaenkrat odpovedani, kajti vemo, da ti doma čakajo in da potrebujejo naše usluge, da ne rečem zdravljenje, tako da v naslednjih dneh skladno tudi z gibanjem epidemije v Sloveniji bomo načrtovali korake v tej smeri. Vprašanje? Lahko že kaj več poveste o tem nagrajevanju, kdo bo nagrajen? V osrednji slovenski bolnišnici lahko povemo, da bomo sledili zakonskim predpisom in nagradili zaposlene, ki so prekomerno obremenjeni oziroma izpostavljeni v času epidemije. Skupaj s predstavniki zaposlenih bomo še danes naslovili na komisijo za tolmačenje kolektivne pogodbe za javni sektor vprašanje, kaj je pravilno oziroma kateri zaposleni naj bi dobili ta dodatek. Saj je pomembno, da postavimo enoten sistem za celo državo. V tem sistemu
je seveda pomembno, da naši zaposleni dobijo tisto, kar jim pripada, po drugi strani pa si seveda ne smemo privoščiti, da bi kasneje te naše odločitve ne bi zdržali inšpekcijskih ali sodnih presoj. Tako da po najboljši veri čakamo to mnenje in seveda bomo skladno s tem tudi šli nasproti oziroma izvedli tisto, kar je seveda nujno.